Doktor Uroš Ocepek, Srednje tehniške in poklicne šole Trbovlje, mimo Godina pozdravila. Pa Marcel Hravatič, Šolskega centra Novo mesto. A še ima operativne zadolžitve. Stine Malin Birnesen iz Ostfold University College se nam bo pridružila nadaljavo in pa Darko Mali iz Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Dobrodošli. Potem bova pa midva začela, ne? Sva si kako zdaj najbližje po relaciji. Projektne aktivnosti se zaključujejo. Kaj tisti rezultati, ki smo jih dosegli ali pa jih še bomo v nekaj mesecih, še bolj pa spoznanja, ki smo jih dobili v tem projektu, pomenijo zdaj za prihodnost pa recimo slovenskega šolstva? Projekt smo predvsem ambiciozno zastavili, ko ste danes videli in ko smo se malo pogovarjali v prvih tednih, ko smo začeli izvajati, smo kar malo podvomili potem že, ali bomo uspeli rezultate doseči. Ampak zdaj proti koncu projekta vidimo, da ob velikem vložku posameznikov in pa timov na šolah in na univerzah smo dejansko uspeli, kot je bilo tudi danes potem predstavljeno, na šolah kar premakniti neko razmišljanje, omogočiti skupinam, čeprav entuzijastov, da so lahko delali, razvijali svoje ideje in ob tem smo seveda vse skupaj tudi spremljali, evalvirali oziroma tudi kritično pogledali na te zastavljene cilje. Mislim, da po eni strani smo predvsem spoznali, da je možno po tej poti iti naprej, da je možno spreminjati način dela z dijaki in to je in ta možnost, pravzaprav ta izkušnja je tisto, na čemer mislim, da bi morali graditi tudi v prihodnje. Obenem smo pa tudi videli, koliko dela je potrebno seveda za posamezne rezultate. Tukaj že z tega vidika bo dobro tudi to malo analizirati, da vidimo pravzaprav koliko stane, če tako rečemo, posamezen tak rezultat, da bi znali seveda potem tudi naprej načrtovati. In pa kot sem rekel, ta izkušnja skupnosti, povezanosti, to moramo pač ohranjati oziroma tudi poiskati naprej oblike sodelovanja, bodisi preko projektov, bodisi drugače in seveda iti v to smer, za katero mislimo, da pravzaprav je tista prava, mogoče bo potrebno še kakšne korekcije, seveda v bodočnosti, ampak to je tisto pravo, na čemer pač želimo delati, vsaj na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Lahko kar obdržite mikrofon, si ga bomo malenkost podajali. Doktorica Danijela Makovec Radovan pa že ima mikrofon, tako mogoče lahko uporabimo tega, bomo videli. Dajte nam povedati, kakšni so potenciali kombiniranega izobraževanja. A to smo zdaj že ponotranjili ali še moramo ponotranjiti? Jaz bi rekla sicer, da ekipa, ki je delala na projektu, mislim, da je kar ponotranjila. S tem smo kar sitnarili v pedagoškem usposabljanju, učiteljem zdaj, kaj je in kaj ni kombinirano izobraževanje in ko gledam jaz evalvacijo, vidim, da ja, da smo ponotranjili, čeprav verjetno bi bilo treba zdaj to vse skozi nekako ohranjati in nadgrajevati. In če pa to, kaj to pa pomeni za nek nov način razmisleka, bi pa rekli, da jaz kot pedagoginja seveda največji potencial vidim v tem, da se te stvari res dobro načrtujejo, potem jih pa lahko ponotranjimo, ker poklicno in strokovno izobraževanje je tisto izobraževanje, ki praktično temelji na učenju na avtentičnih situacijah, ki se ga mogoče v drugih delih izobraževanja nekako treba domisliti. To, da recimo se učenci učijo v šoli, splošno izobraževanje, to je v poklicnem domače. In meni je recimo izjemno veselje, da v bistvu je največji doprinos recimo k temu lahko doprinese poklicno kombinirano, da dijaki
poklicne kompetence usvajajo, ne, na način, ko mi mislimo, da bodo v prvi vrsti predvsem digitalne kompetence. A ne. To je recimo nekaj, v čemer jaz vidim v kombiniranem izjemen potencial. Bi pa rada še eno stvar rekla, ki jo zmeraj poudarim na takih dogodkih. Včasih smo preveč neučakani in preveč hitimo, a ne, in pričakujemo, da zdaj smo v bistvu, a ne, delali en projekt, malo učiteljev usposobili, a ne, 27 je mala številka, a ne, v primerjavi s celotnim sistemom, a ne, da zdaj pa to kar mora biti. A ne. Mi smo se v projektu srečali s številnimi izzivi, ko smo želeli recimo, da, oziroma so seveda učitelji, ki so izvajali kombinirano, želeli kombinirano tudi ocenjevati. Pa to ni šlo, zato ker seveda, a ne, naš sistem pač zelo določa načine ocenjevanja. A ne. Srečevali smo se z izzivi, kako izvajati pouk v delu, a ne, ki je v spletni učilnici, kje se zdaj to fizično mora izvajati. A ne. Šole sicer so zelo dobro razmišljale, tudi z vidika, a ne, z vidika recimo tega, da so dijaki bili v šoli, ker so imeli tam boljše možnosti. Ampak lahko bi pa razmišljali tudi na način, da se od doma priključijo. A je zdaj to pouk, kam se bo to štelo? To so vse izzivi, ki jih moramo nasloviti in so realni, če želimo, da je uspešno in da ima potencial. Super, hvala lepa za zdaj. Gospoda Ocepka bomo malo preskočili, ker vem, da ga skrbi, kaj ga bom vprašala. Doktor Weber, dajte mi povedati, vi ste predavatelj na višji šoli, kako se zdaj to kombinirano izobraževanje pri vas pri pouku in predavanjih pozna? Ja, torej, enostavno je izvajati recimo predavanja, kjer pač učitelj višješolski odpredava tematiko, ki je predmet tistih predavanj. Pri tem niti ni nujno, da je veliko povratnih informacij, medtem ko je pri laboratorijskih vajah pa ta interakcija s študenti bistveno bolj aktivna. In zdaj, če si zamišljate, da se pri nekem predmetu pametnih inštalacij izvajajo vaje v 5 različnih tehnologijah, da seveda vi ne morete imeti za vseh 5 tehnologij dovolj vaj pripravljenih, ker je to preprosto predrago. Če imate samo eno ali 2 skupini študentov, to izvajate enkrat na leto, potem vseh ostalih 10 mesecev ta oprema stoji nekje. Ne. In potem je seveda veliko bolj preprosto narediti neko kroženje po teh vajah, in ko pa enkrat izvedete takšno kroženje, pa pomeni, da prvih 15 minut, ko začnete z izvajanjem laboratorijskih vaj, ne morete vsem študentom sočasno povedati, kaj je predmet njihove vaje. In tudi, če vi napišete pisana navodila, seveda jih ne bodo prebrali, ne, in bodo spet pričakovali vaš uvod v njihovo laboratorijsko vajo. S temi interaktivnimi vajami pa jih, z interaktivnimi videoposnetki pa jih preprosto prisilimo, da preberejo navodila, da odgovorijo na neka vprašanja, s tem v bistvu izvemo, da so ta navodila dejansko tudi prebrali, in potem jim šele razkrijemo nalogo. In jim nalogo razkrijemo samo parcialno in potem jim damo nova navodila. In tako jih postopoma vlečemo skozi celo laboratorijsko vajo in je na ta način učitelj zelo razbremenjen med laboratorijskimi vajami. In recimo pri mojem delu je to dejansko edina od rešitev, ki jo vidim za to, da lahko vaje na začetku stečejo normalno. Super, za tole izkušnjo, doktor Ocepek, mogoče se mu pridružite, še kaj dodate iz prakse, iz učilnice, pa seveda me na drugi strani zanima, vi ste v vaših delavnicah razpravljali še o umetni inteligenci, nekaj je verjetno tudi en del pouka. Ja, jaz se absolutno strinjam. Zdaj, v bistvu problem je ravno v tem, da če bi mi lahko nadaljevali kombiniran pouk, potem bi bilo super, ker navsezadnje poučujem na programu tehnike računalništva, kjer pa nekateri gredo v gospodarstvo, v podjetje delati, nekateri pa so dejansko freelanceri in delajo od doma. In bi morali te veščine še naprej negovati za prihodnost. Ne moramo se delati utvarjati tudi naši dijaki, oziroma potem, ko zaključijo s poklicno maturo, bodo šli na trg dela izven naše države in moramo tudi to preučiti in seveda, da imajo te možnosti. Sicer pa ja, govorili smo o umetni inteligenci kot neke vrste obogatitev oziroma nadgradnjo učiteljevega dela, pa hkrati seveda smo nekako bili enotni, da bi morali opremiti tudi dijake s temi znanji. Res je sicer, da se moramo vedno vprašati na področju etične rabe tehnologije, kritične rabe tehnologije, absolutno.
po drugi strani pa ne moramo pa jih imeti v enem mehurčku, ker sosedje so v tem primeru druge države ali pa zunaj Evrope, a ne, to že uporabljajo za masovno produkcijo in zdaj, če hočemo konkurirati, jih moramo tudi s tem opremiti, a ne. Seveda pa nažalost se mi zdi, da naš sistem je še vedno nekoliko prepočasen, bi mogel biti bolj agilen, ker na koncu koncev še vedno vsaka šola in avtonomija učitelja je, da prilagodi, spremeni, tudi odprti kurikulum je temu namenjen, ampak vedno rečem, zakaj bi, zdaj bo samo všečen moment, dijaki v Trbovljah imeli prednost pred drugimi dijaki, zato ker se mi s tem ukvarjamo pri pouku. Ampak je pa eno ključnih vprašanj, ne? Res je, ja. Dajva pogledati, če imamo zdaj Marcela, ki je tu blizu. Marcel Hrovatič. Evo, dajte se nam pridružiti, pa vas poprosim, da ste si kar sam svoj mojster, pa še stol vzamete za zraven. Nas v bistvu zanima, kako vi, dijaki, vidite tole kombinirano izobraževanje. Koliko delate v obliki spletnih učilnic? Vam je to prednost, vam to olajša učenje, vam to okrne kaj vašega prostega časa ali vam je to dober izziv? Pač zanimivo je, da nam lahko profesorji tudi dajo naloge samo prek spleta, da si lahko potem tudi v prostem času kaj pogledamo in si lahko pomagamo s tem in je v bistvu zelo pomaga pri učnem procesu. Koliko pa recimo uporabljate sploh tega kombiniranega učenja? Recimo, veliko se uporablja spletno učilnico kvečjemu, da se kakšne naloge daje ali pa preverjanja podobno takšne izzive. A vas lahko vprašam, a še kaj poleg spletnih učilnic uporabljate pri pouku ali pa za kombinirano izobraževanje? Kvečjemu spletne učilnice imamo pa tudi aplikacijo, s katero si lahko pomagamo, recimo gledati komponente računalniške ali pa da se razstavlja, pa da se kak kviz poveže na take načine. No pa da ne bomo zdaj rekli, da smo vas prodali, kaj pa sošolci mislijo o kombiniranem izobraževanju? Verjetno vi precej štrlite iz povprečja, ker ste izbrani za sogovornika. So vsi takega mnenja, je to vsem pozitivno? Recimo nekaterim je mogoče malo nadležno, da imajo tudi, ampak mislim, da k večini je to dosti pomaga, da imamo lahko celce dostop do gradiv in podobnih izzivov in Kaj pa učitelji rečejo, joj, koliko sem imel več dela, zaradi tega vi pa ne znate tega ceniti? ja, pač recimo tudi to se dogaja. Mislim, vse je logično. Ja, Ne? pač nekateri sošolci tudi nočijo recimo sodelovati pri tega, ampak mislim, da je večini pa prav fajn sploh pred testom, da si lahko še enkrat ponovijo vse. No, super, hvala lepa za tole izkušnjo. Zdaj upam, ker imam menjan mikrofon, da me bo tudi Stine slišila, pa tamle zadaj kažejo, da je vse ok. Stine, dobrodošli v naši družbi. Pri vašem delu z učitelji vi poudarjate učenje v profesionalni skupnosti. Je to mogoče odgovor na razvoj spremenjenih pedagoških pristopov, ki bodo v ospredje postavili aktivno učenje vaših dijakov ali pa slušateljev? Zdaj pa upam, da bomo to tudi odgovor slišali. Hello. I had to move from the stages room where everything was translated. So if anybody's asked me a question now, you have to repeat it in English, I'm afraid. Okay, well, in your work with teacher, you heavily emphasize learning in a professional community as part of their professional development. Is this a response to the development of changed pedagogical approaches that prioritize digital competences and active student learning? Is that better? Yes, thank you. A lot better great. than Slovenian, anyway. The way I understand this question is when we worked with our Norwegian partners and when we work with teacher training in general, we find it very important to move away from giving kind of brief courses and to working in professional communities. I'm not quite sure that this is I mean, we lean on scholars who have not been very, have not worked a lot with digitalization in that sense. It's, Desimon's principles of what makes good professional development. So when we have worked in this BlendVet project, trying to develop
our partners' digital competences, we've been very concerned with making it relevant, with making it very close to teachers' practices, active learning, and also working over periods of time. So we've been concerned with giving teachers some input and then trying things out in practice and then reflecting on it afterwards, and then trying out something else or adjusting what you just tried out. So I think that the principles of continuing professional development would be the same whether you work in digital environments or not. However, I do think it is important to work in this way when you develop teachers' professional digital competences. At least in Norway, I don't know what it's like in Slovenia, but in Norway, being interested in using digital tools in your teaching has been kind of a one-man show at many schools. So teachers who have been interested, they have tried on their own, but they haven't really had the community to work with. And when you want an entire school to develop, you have to work together. So using technology in good ways to enhance learning is I mean, it's not more important than other things, but it is very important so that you don't have these fire souls, we call them in Norwegian, these solo teachers who are excellent at using digital technology, and then you have lots of other teachers who might struggle even more. So I'm not quite sure if it's connected with digitalization as such, but I think we've managed to implement good principles for working with teachers and continuing professional development, if that was an answer to the question. Yes, thank you very much, Tine, for this your point of view. Doktorica Slavica Črnoša, kako pa vi z vidika sistemskih rešitev vidite, kako se ministrstvo odziva na večjo uporabo digitalne tehnologije pri pouku, pa te spremenjene pedagoške pristope? Se vam zdi, da ste dovolj fleksibilni, imate dovolj finančnih sredstev za to? Najprej se zahvaljujem za vabilo in opravičujem, da nisem bila ves čas. Poznam projekt. A dela? Ne dela. Prevajalki vas menda slišite, bom dala tega. Menjam staro za novo. V redu. Torej, zdaj se sliši, še enkrat lepo pozdravljeni. Žal mi je, da nisem mogla biti od zjutraj, poznam projekt. Bila sem na enem drugem webinarju, ki ga je komisija organizirala glede višjega šolstva oziroma visokega šolstva. Skratka, vprašanje, zelo bi potrdila tisto, kar je doktor Ocepek povedal, res smo prepočasni. In nas vse prehiteva po levi in desni. In ni toliko, jaz mislim, da ni to težava, da smo počasni v smislu sistemskega prilagajanja, ker smo videli v času covida, smo v 14 dneh uspeli vse urediti. Torej je možno, da se to narediti, ampak mora biti zelo, bi rekli, common interes, skupni interes vseh nas. To pomeni tisto, kar jaz vidim pri celi zadevi, kar jaz vidim pri celi zadevi je, da ni težava, da se ne bi sistemsko uspeli. Več težav vidim pri, bom rekla, pri implementaciji. Implementacija pomeni denar, kar ste ga omenili, pa mislim, da bi tudi to našli, ker se je našlo, saj veste, tistih tavžente računalnikov, torej se da. Mislim pa, da je večja težava pri kadrovskem delu. Kadrovski del, mislim, učitelje. Učitelji so zdaj zelo bom rekla, stresni, ampak res na stroki morajo delati zelo intenzivno. Poleg tega pa še digitalizacija, ki je orodje v končni fazi. In takega naglega in hitrega razvoja tega področja že dolgo ni bilo.
in se je res zelo težko, zelo hitro prilagajati. Glede kombiniranega pouka, jaz imam izraz kombinacija, kombiniran pouk, sem še starejša generacija, nekaj drugega. Ampak zdaj ne vem, če veste, kombiniran pouk smo v pedagogiki ali pa pedagogi imenovali tam, kjer sta bila dva razreda, dva različne ravni skupaj. Ampak glede na to, kar sem slišala in kar sem brala, se je skoraj nekaj podobnega, ker je treba se prilagajati enemu in drugemu, ampak to dejansko veliko zahteva od učitelja, kar je tudi gospa iz Norveške poudarila, da je res, mora biti zelo učitelj usposobljen, imeti dovolj možnosti se seznaniti z vsemi temi elementi kombiniranega na vaš način, bom zdaj rekla, pouka, ker je zelo zahteven. Zdaj, ali lahko sama tehnična, programska, bom rekli, tudi strojna oprema, jaz mislim, da ni težava. Težava bo tako hitro pripraviti učitelje, da bodo to se sproti, in ko se že bodo pripravili, bo spet nekaj novega in bojo morali spet skočiti dobesedno kaj drugega. Hočem reči, da na področju tudi izobraževanja, tudi na ministrstvu poskušamo pripraviti projekte, ki bi omogočali učiteljem to usposabljanje oziroma izobraževanje. Za digitalni učitelj ste slišali, 20.000 jih je, bi jih naj bilo vključeno, kar pomeni, da bi tudi mi morali pripraviti še kak projekt in tudi iz tega vidika kombiniranega torej pouka tudi pripraviti kaj podobnega. Torej sicer 20.000, ne vem, če jih bomo uspeli prepričati, ampak tam, kjer je in moramo biti pripravljeni, dejstvo pa je, da je dobro, če ohranimo to kondicijo, ki smo jo pridobili v času covida, bi bilo škoda jo ne ohraniti. Tako da zato smo tudi podprli ta projekt in celo smo imeli težave, ali je to možno iz zakonskega vidika tudi izpeljati. Pa smo. In tudi rešitve bi se našle, ampak mora pa stroka seveda stati za tem. In to pričakujemo pač, da bo stroka delala na tem, to je pa CPI in vsi kolegi, ki so zraven mene. Se vam zdi, da vam je malo žogico vrgla? Se bo kdo kaj odzval na to? Saj sem že navajen tako nekaj povedati, ne mogoče vedno všečne trditve, ampak glede na to, da se res pojavlja neka skepsa o tem, ali bojo učitelji prihodnosti, ali bomo dobili dovolj kadra in tako naprej, ampak zdaj bom rekel nekaj bogoskrunskega, ker bom pljuval v svojo skledo. Kombiniran način izobraževanja pa lahko to reši. Če imamo strokovnjake, bi lahko tudi na tak način rešili zadevo, če nimamo učiteljev vedno za vso področje. Tako da bilo smiselno tudi v tem smislu, da potem navdušimo res mladino, da se bo odločila za učiteljski poklic, pa potem nazaj vrnemo učitelje v razrede. Ampak če ne bomo naredili nekega premika naprej, problem je pri nas, saj vidim, ker sem zdaj pač upleten v več različnih skupin, ki naj bi naredili modernizacijo, spremembo v šolstvu, da določene osebe pač zavirajo. In tako je nažalost v Sloveniji. In morali bi se premakniti glava v to smer, da res pogledamo z vidika, kaj danes, ko bo otrok prišel na trg dela, s čim se bo srečal. In kot je bilo že večkrat rečeno, imamo takšne in drugačne okvirje digitalnih kompetenc, trajnostne, zelene in tako naprej, ampak samo če pogledamo, kdaj so ti dokumenti nastali, vidimo, da smo 10-15 let v zaostanku v Sloveniji. Mogoče še dr. Weber? No, jaz tako, glede na vse to, na vsa ta orodja in digitalna znanja in tako naprej, temu inženirji rečemo tehnikalije. Se pravi, vi osvojite neko programsko opremo, da jo uporabljate. In od tam naprej se pa začne kreativa. In se pravi, kje bi lahko najprej začeli kreativo, pri tistih predmetih,
ki se najbolj masovno poučujejo po vseh gimnazijah, po vseh srednjih šolah, vsi imamo kemijo, vsi imamo fiziko in tam je najlažje najprej s skupnimi močmi pripraviti materijale za kombinirano izvedbo. In tako kot je Uroš rekel, če danes ni učitelja v razredu, ne rabimo zaposliti, ne. Imamo lahko enega učitelja, ki je sočasno v 3 razredih, v kombinirani obliki. Marcel, vi si to predstavljate? Da bi Kako bi imeli- bilo brez učitelja v razredu? Vsaj nekaj časa. Mogoče recimo ne bi vsi hoteli delati takrat, ker bi tako videli, da profesore ne bi bilo v razredu in bi rekli, lahko v bistvu kakor na tak način, da imamo na pol frej. Pač itak se vedno najdejo učenci, ki bodo naredili še vedno vse, kar treba, pa bodo po tistem, ne vem, bodo naredili, kar je treba, pa bodo potli bili, ne vem, na telefonih ali kakor hoče, ampak eni bodo pa pač naredili, pa počakali, da bo profesor prišel. Pri študentih je mogoče kaj večji odstotek teh, ki bodo samoiniciativni, da vrnem zdaj. Mislim, tako je, ne, absolutno, da mora eni taki uri v kombinirani izvedbi slediti streznitev v smislu povratne informacije o tem, kaj so študenti tisto uro opravili, ne, tako da na koncu zaključite z nekim preprostim vprašalnikom, ne. In zelo enostavno je, se pravi, da povem, ne, recimo za eno področje narediti vprašalnik, da malo prečešete, koliko so odnesli študentje. To gre celo popoldne časa, ne. Ampak to narediš enkrat, pa potem, ampak to obdelaš potem pa v nekaj sekundah na množici študentov in je povratna informacija zares dobra, hitra, učinkovita. Tako da. Samo da še dodam, da ne bom narobe razumljen. Recimo, računalništvo je tak primer v osnovnih šolah, ker pač je tudi protiargument v smislu, da ni učiteljev računalništva, ki bi šli v razred in tako naprej. Mišljenje je bilo, tako sem rekel, kombiniran pouk, da vseeno je učitelj v razredu in potem učitelj, ki ima digitalne kompetence, bi bil neke vrste tutor, ki bi pomagal, bil leteči, imeli bi pa recimo neko skupno predavanje ali pa gradiva, v tem smislu, ne bi bili sami v razredu, seveda, prilika delata tu. Ja, 2 stvari bi želela reči. Mi smo imeli izkušnjo kriznega izobraževanja na daljavo v covidu in ta ni bila izključno dobra, ne za učitelje, ne za dijake, to je treba povedati na glas. Ne smemo staviti uspeha kombiniranega izobraževanja, ki je nekaj drugega, na to izkušnjo, ki smo imeli. Bili smo slabo pripravljeni, krizni menedžment je bil uveden, učitelji so zelo različno, brez ustrezne podpore, brez znanja padli v ta bazen in plavali, kakšni tudi potonili na način, da v bistvu zdaj tehnologije uporabljajo manj, ker je bila ta izkušnja za njih tako frustrirajoča in so doživeli karierni šok in to se lahko pri delu pozna. Kombinirano izobraževanje seveda lahko v neki situaciji, s katero se srečujemo danes, ob pomanjkanju učiteljev, seveda lahko vskoči tudi na ta način. Ne smemo ga pa videti kot rešitev zdaj, da ne bomo potrebovali učiteljev, ker kolegi iz projekta lahko in so že, Mitja je pravkar povedal, koliko ur dela je bilo vključenega v nekaj, kar v par minutah mine. In mi lahko na ta način izobraževanja razumemo, če učitelji, ki so vključeni v ta način, skupaj prispevajo v banko gradiv, zaradi katerih je potem lahko izobraževanje boljše. To je en velik doprinos, recimo kombiniranega izobraževanja, ob katerem lahko učitelji strokovno rastejo, se učijo od kolegov, s katerimi niso vsakodnevno v stiku, torej so si domači po stroki in na ta način vidijo, kaj delajo kolegi tam, mogoče je to za nas uporabno, mogoče ne. Vidik, pri katerem smo veliko trpeli, skupaj z nami in vami, je bil prilagajanje značilnostim dijakov. Tu recimo nekako kombinirano lahko pomaga, da prilagajamo, bolj individualiziramo zelo heterogeni skupini, ki jo imamo. Prej smo slišali, če učitelja ni, to so praktično počitnice. Tudi to je lahko doprinos in razvoj kompetence, ker ne smemo učenja, in super je, da mladi tako razmišljajo, odrasli ne smemo, vezati samo na prisotnost učitelja. In to, da imajo recimo dijaki možnost v nekem strukturiranem okolju razvijati
svojo kompetenco učenja na način, da to, če je doma sam, ne pomeni prostega časa, ampak je to še zmeri pouk. To je stvar, na kateri je treba sistematično delati pri učiteljih, da bodo to znali in seveda, da bodo to znali potem tudi v razredu nekako razvijati. In tega ne bi smeli vezati samo na projekte. To bi morala biti strategija sistema. Sistem prikimuje. Lahko kar podate mikrofon, sem videla, da ste se z več stavki strinjali, pa mogoče še vaš komentar. Ne, žal sem imela prav. Glede tega, da je res treba delati na tistih, ki dejansko ustvarjajo, ne glede na umetno inteligenco, ki bo, ampak a veste, že, okej, sem starejša, ampak že zaradi umetne inteligence bomo morali drugače zastaviti pouk. Kakorkoli obrnemo, ne samo pouk, cel sistem bo treba malo zastaviti drugače. Tisti del, ki ste ga izpostavili, ocenjevanje, tisti del prisotnosti, vse te zgodbe jih je treba drugače zapeljati in to je stroka. Ministrstvo bo sledilo, lejte, če bo stroka povedala, da je treba tako narediti, bomo... Stroka je rekla, da je treba, pa je inšpektorat rekel, da ne. Mi smo drugostopenjski organ. Ne, šalo na stran. Dejstvo je, da morate potem zastaviti ustrezno in mora v sistem priti. To je pa dejstvo, kaj ti spričevala morajo biti legalna. Ne, to je tisto in mora biti ves postopek, morajo imeti vsi enake pravice in tako naprej. Zato smo imeli sami malo težave ravno pri tem delu, kar ste ga zdaj omenili, ampak glede z vidika projekta, ker če ne poskusiš in ne preveriš, potem ne veš, ali se da ali ne. Očitno se da, sami ste tudi ugotovili, koliko je težav bilo na posameznih delih, ampak moram povedati, da potem, če gremo v to na takšen, mora biti izpeljano od začetka do konca. To pomeni, kako je začetek, kako je ves proces, kako se zaključi z ocenami in ali so potem kakšna, cela zgodba mora biti zaključena. In če imamo to, bomo to tudi speljali. Ampak še enkrat pravim, vse bo bilo, ravno se strinjam z vami, ker to smo tudi mi vedeli, da so učitelji imeli težave, zato sem to tudi izpostavila. Poskušali smo iz sistemskega vidika pripraviti, tudi če se spomnite tistega digitalnega mentorja in tako naprej, smo poskušali že v tistem času in v tisti sistem spraviti, ker smo vedeli, da sami računalničarji tega ne znajo. In ni, a veste, saj ni stvar, da računalniki ali pa računalničarji, informatiki ne znajo. Težava je, da je potem pa vsebina, stroka odzadaj. In ti stroko moraš znati prilagoditi tudi v to obliko. To pa je težava, ki jo redki zmorejo. In jaz mislim, redki zmorejo, ampak zahteva napor. In to je strokovni napor, tudi veliko povezovanja, pa čeprav se že leta trudimo z takimi in drugačnimi pristopi, da bi to povezali, da se v zbornici poveže, da se povezujejo tudi ne samo v zbornici, znotraj stroke, pa imamo študijske skupine in ne vem kaj, na vse mile načine poskušamo povezati, ampak tisto, kar pa je res, učitelj je pa pred razredom sam. In mora sam imeti vse znanje, ki ga ima kolektiv, kar je pa zahtevno in zato sem rekla, da je težava zna biti pri tem, ker od učitelja zahtevamo vedno več, kot pa lahko in zmore v kratkem času absorbirati in še potem povedati naprej. A veste, lahko je na fakulteti povedati učitelju, svojemu profesorju, ker on ve, kaj govoriš. Težko je pa povedati dijakom, ki ne vedo. To pomeni, da moraš ti kristalno jasno biti, pri tebi mora biti jasno, da boš ti znal razložiti tistemu, ki ne razume. In to pa je zahtevna naloga in zato pravim, da je to naloga, ki je
absolutno zahtevna za učitelja, iz vidika sistema pa seveda bomo podprli vse tisto, kar prinaša, mi bi rekli dobrobit in pa kar prinaša razvoj in tudi razvoj področja, izobraževanje pa ga bo res treba pristop spremeniti. Zlasti zdaj umetna inteligenca nam skače v zelje in bomo morali jo zelo znati opredeliti. Mislim, da začne se tudi na fakultetah, tudi pri nas in zelo hitro se bomo malo polenili in bomo sam spraševali umetno inteligenco, kaj nam je narediti. No, ta del, mislim, da iz tega vidika pa se moramo celo paradigmo tega izobraževanja spremeniti. Bomo zdaj še vas povprašali, če imate kakšno mnenje, vprašanje, izkušnjo. Kdorkoli? Ne, sicer bova Darko nekako potegnila rdečo nit, smo dovolj inovativni, pripravljeni na kombinirano izobraževanje, nas bo teh partnerjev nekaj delalo na tem, ali bomo vključili še koga v nadaljevanju. Zdaj ste dobili žogico, da lahko napišete še en projekt, ne? To sem nekje zasledila med vrsticami. Tako. Se opravičujem, ampak to je res edino vprašanje, ki mi ga Darko ni napisal. Da ne boste mislili, da sem ministrstvo podtikala vprašanja, na katera niso bili pripravljeni. Moje mnenje je, da kot smo tudi danes slišali, sama zamenjava ni dovolj, ni to tisto, kar želimo, se pravi, ne želimo za iste cilje učitelja zamenjati z nečim drugim. Moje mnenje je, da smo postaviti dovolj ambiciozne cilje, tudi recimo glede gradiv. Mislim, da ne gre za to, da pripravimo gradiva za iste sklope znanj, kot jih poznamo danes, ko beremo učbenik. Prednost kombiniranega izobraževanja digitalnih gradiv je povezovanje znanja, je povezovanje znanja s kompetencami, z delovnimi procesi, z delovnimi izzivi. In se pravi, da bi morali pravzaprav videti en jasen cilj, da želimo kompleksnejše znanja posredovati oziroma da jih dijaki osvojijo, interdisciplinarna znanja, da želimo, da dijaki tudi v šoli, kot smo tudi danes videli na primerih, delajo na realnih nalogah in tam seveda dijaki, ki sicer mogoče celo delajo kaj drugega med predavanji ali med urami, takrat pa aktivno pristopijo in delajo. Tudi koliko se sprašujemo, ali kombinirano ali tradicionalno, če tako rečemo, vprašanje, če pri tradicionalnem pouku vsi dijaki sledijo. Mogoče jih pa sledi samo 10%. Tako da ne smemo preveč poveličevati dosedanji način dela in videti v novih oblikah nekega strahu. Moramo se realno vprašati, kje smo, ali dejansko, ne vem, to, kar danes učim, ali bodo dijaki čez 3 mesece še vedeli. Če tega znanja ni, potem je potrebno nekaj spremeniti v načinu dela, v gradivih, v izzivih, ki jih imajo dijaki. Tako da moramo si postaviti višje cilje, jasne cilje, šele potem bo smiselno vložiti tudi več denarja, več dela v ta razvoj. Še kdorkoli kakšno zaključno misel, da vam je ne odvzamem. Sicer se vam vsem sogovornikom najlepše zahvaljujem. Marcel, predvsem tebi, ker si predstavljam, kako se zdaj lepo čutiš in jaz mislim, da je let prebit, drugo leto se lahko sam javiš za kakšno sodelovanje. Prav? Hvala lepa vsem še enkrat in hvala lepa seveda tudi vsem vam, ki ste nas danes spremljali, ki ste bili naši zvesti poslušalci. Upam, da greste domov s kakšno novo idejo, tudi komentarjem, zdaj boste na avtocesti imeli dovolj časa za razmislek, kaj lahko jutri implementirate. Hvala lepa. Hvala.